Lepo pozdravljeni v poslovnem Mariboru, tudi tokrat z uspešnimi poslovnimi zgodbami. Obiskali smo družinsko podjetje Lesdom, ki deluje že od leta 1993. Oče, sin in hčerka so gonilna sila podjetja. Ukvarjajo pa se s prodajo pohištva, kuhinj, otroških dnevnih sob, predsob in tudi spalnic. Delati v podjetju z družino je zanje zelo pozitivna izkušnja. Predvsem se mi zdi, smo dosti bolj fleksibilni. Vsaj mi se lažje pogovorimo, pridemo, do nekih zaključkov hitreje kot mogoče v drugi obliki podjetništva, tako da moje osebno mišljenje je, da je to vsekakor prednost. Vi ste bili navajeni, da ste večinoma sodelovali, v preteklosti, še vaš oče, s slovensko pohištveno industrijo, ne? Zdaj je to težava, kje pravzaprav zdaj najdete dobavitelje? Ste se morali prilagoditi, ne? Ja, seveda, ne. Čas je, doprinesel do tega, da je v Sloveniji ta pohištvena industrija, zadihala na škrge po domače. Ostali so mogoče res le najboljši izbrani proizvajalci, ni jih veliko, ampak jaz mislim, da ti, kateri pa so, pa delajo zelo dobro. Tako da mi smo, še vseeno osredotočeni večinoma na domače proizvajalce, seveda pa je trebalo v tem času poiskati tudi druge, dobavitelji iz tujine, ki pač zapolnijo to vrzel, ki je nastala po, teh raznih stečajih, ugasnitev tovarn. Tako da nekaj se najde v tujini, drugače pa v Sloveniji kar dokaj dobro delamo, vse, segmente, ki se prodajo v pohištva, tako da vse najde, je pa res za tisti, dodatek pa treba tudi poiskati kaj čez mejo. Bomo rekli tako, skoraj 20 let bo počasi, kar je podjetje, ne da? Kako se vi soočate z uspehi in padci, ne? Vmes je tudi kupna moč padla, ampak danes ste še vedno tukaj. Ja, drži, mi smo 98. leta, je oče ustanovil podjetje, odprl trgovino. Nekje od 98 do 2007-2008 je, bila nenehna rast, ampak tako kot teorija govori, je tudi praksa, ne obstaja samo rast, to so ta ciklična nihanja in tudi mi nismo izbežali temu. Situacija v tisti, najhujši krizi, nekje 2009-2010 do 2011 je, bilo bolj kot ne mrtvilo. Od nekje 2011 pa spet beležimo, rast, ampak rast glede na podatke iz te, če lahko rečem temu, iz krize, se počasi situacija, izboljšuje. Mislim, da dno smo že dosegli, tako da... Se je tudi ta družinskost, ne, ravno v krizi kaže kot pozitivna? Ja, jaz mislim, da, ne, pač lažje se prilagodimo, kot sem prej rekel, ne, zdaj načrtuješ nekaj sigurno za nekaj časa naprej, ampak pač hitro, ko vidiš, da ti cilji niso dosegljivi oziroma so preoptimistični, se prilagodi situaciji, zmanjšaš stroške, kjer je le možno in, delaš naprej. Kljub temu, trije sodelavci, ne, torej vidva s sestro delata in oče še včasih kaj pomaga. Kako pravzaprav greste recimo z vizijo podjetja, ne? Oče je imel neko vizijo, zdaj sta mlajše generacije, ne, že kar nekaj časa. Ja. Kje se razlikuje tista vizija enega in drugega? Nekje se razlikuje, zdaj ne vem, mi pač mladi mogoče drugače malo gledamo na nekatere stvari. Čas gre naprej, s tem tudi tehnika in tako vse naprej, se mi zdi, mogoče pri tehniki se pri starejših pozna malo daljši odzivni čas kot pri mlajših. Tako da je pa drugače vizija, včasih kdo reče, da je to v genijih, gre kar naprej, tu se mi, kar ujamemo, imamo kar nekje iste poglede, iste cilje, mogoče še, ne vem, oče malo bolj ambiciozne kot mi, ta mladi, tako da ne morem reči, da se nekje preveč izključujemo, je pa res, da ima vsak kakšno namero oziroma kakšno željo po čem, tako da probamo pač najboljše pobrati pa delati naprej. Kaj pa tistim odgovarjate, ko v Sloveniji samo radi jamrejo? Ja, jaz mislim, da ne vem, nekaj mogoče je že na tem, da se jamra, ampak nič ne pomaga, ne. Čas, kateri
je bil ali pa je, sigurno so nekateri navajeni na kaj boljše, nekateri na kaj slabše. V globalu jaz mislim, da situacija ni tako slaba, kot se, bom rekel, piše pa po medijih, tako da jaz mislim, da ljudje so se pač skozi teh, bom rekel, zdaj bo že skoraj 10 let od tiste krize počasi prišlo, smo se pač na to navadili, da je vse slabo in pol vsi pravimo, da je slabo, ne. Čeprav jaz mislim, da ne vem, v službo še tudi, bom rekel, vsi hodijo tako, kot so prej hodili, zaslužijo še vedno enako. Je pa res, da standard je pač za tiste bolj iznajdljive, pač bom rekel, malo višji postal, za tiste, ki pa mogoče niso tako iznajdljivi, pa so pač stagnirali na neki določeni stopnici in tam, bom rekel, pač živijo, vsak pač se mora nekje najti in tisto življenje, katero, bom rekel, si pripraviš oziroma si narediš, takšno pač živiš. Vso srečo še v nadaljnji poslovni poti. Hvala. Med priljubljene gostinske lokale v Mariboru se je vpisala tudi japonska restavracija Miyabi s tradicionalno japonsko kulinariko. Ne samo, da jih je japonska ambasada vpisala v status promotorja kulture in kulinarike, temveč jih je spletni TripAdvisor v letu 2015 nagradil s certifikatom odličnosti. Idejo za tovrstno kuhinjo v Mariboru pa sta podala brata Ribič. Takrat smo pač spoznala to njihovo kulinariko, spoznala sva to res, kako dajo srce v hrano, v izgled hrane, kaj jim pomeni prehranjevanje in smo videla sva pač, da je to kar veliki del njihove kulture. Smo Slovenci sprejeli že to Mariborčani? Moram povedati tako, da kar pozitivno, glede na najave, kakšne smo dobili v družini, preden smo se odločili na japonsko, se to ne bo šlo, to ne gre, ampak moram povedati, da smo prijetno presenečeni. Ste torej leta 2015 tudi dobili od TripAdvisorja certifikat odličnosti. Glede na to ste očitno na dobri poti. Ja, moram tako povedati, na tem TripAdvisoru se sami ne promoviramo, ne iščemo nekih, da bi nam neki prijatelji pisali, ampak je to res nam kot neko zrcalo in neka naša anketa, ki jo nekdo drugi izvaja za nas, to so naši gostje. In moram povedati, da imamo kar tam, če pogledamo tiste objave na TripAdvisoru, večinoma turistov, kar pomeni, da delamo pravilno in da delamo japonsko hrano, saj pripeljati v neko mesto, neko novo kuhinjo, se lahko kaj hitro prirediš recepte in rečeš, to je pa japonska kuhinja. Ampak nam ravno ta TripAdvisor pomaga, da nam daje tisti dokaz, da smo klasična japonska kuhinja in da je v Mariboru. Pa tudi japonska ambasada v Sloveniji vas je dala na spletno stran, da ste kot promotor japonske kulture in kulinarike. Ja, res je, mi smo sodelovali, v bistvu dva slovenska kuharja smo učili z pomočjo našega učitelja in našega partnerja, kar se tiče receptov v kuhinji, in to je gospod Hiroki Nagai, ki je učenec znanega japonskega kuharja gospoda Nagashimo, ki je tudi za kraljevo družino na Japonskem kuhal, tako da preko tega so videli, da delamo pravo stvar in da širimo kulturo japonske. Torej Slovenci ste se dobro, bom rekel, znašli v japonski kulinariki. Ja, jaz mislim, da nekateri. Ja, če pogledava, približno 8 vas je sodelavcev, ne? Ja. Če gledava skozi prizmo podjetnika, kako je s takšno ekipo delati? Konec koncev ste vodja, je težko, kakšno pot ste vi ubrali? V bistvu je, bom rekel, ne vem, prej nimam nekih izkušenj z vodenjem restauracije, tudi prej v gostinstvu nisem delal, tako da ne vem, kako drugi delajo. Mi smo z pomočjo tega našega učitelja, gospoda Hirokija, poskušali obrati čisto japonsko neko pot, neko smer in preko tega učenja, preko
tega, kako nam je ta učitelj, vsem, kateri smo z njim pač tukaj delali, dajal spoštovanje in do našega poklica natakarja, poklica kuharja, da je prvo, da se moramo znati sami spoštovati, pol kakšno spoštovanje moramo imeti do sestavin, kaj so prave sestavine, kaj je pomembno za pravo restauracijo. In ko pač te informacije dobivajo skozi delo moji sodelavci, pol tudi lažje širijo to naprej in je temu primerno tudi vzdušje v sami restauraciji. Vizija v prihodnosti je kakšna? Kje se vidite čez nekaj let? Vizija, kar se tiče japonske restauracije, mislim, da smo na dobri poti, da ostanemo v Mariboru kot ena uspešna japonska restauracija z hrano, za katero se ve, tam bo pa se dobila točno takšna hrana. In upam, da bomo pokazali, kako gostoljublje dajemo našim gostom. Vso srečo še naprej. Ja, hvala. Zgodba naslednjega podjetja je, kot je ljubezen do optike dobesedno potegne med podjetnike. Katja Breznik se je za svojo pot odločila, ko je predtem delala za druge in si nabrala 18 let odličnih izkušenj na tem področju. Ima optiko Alfa Plus v Mariboru, kjer ponujajo optiko in tudi očesne preglede. Sama ideja je v bistvu od osnovne šole, ki se po končanju osnovne šole moraš odločiti nekam, da greš. In dana je bila možnost, postala je neki del takrat moj začetek optike. Takrat sem se potem našla v tistem delu, ki me je začelo zanimati, ampak zgolj po naključju. Ampak oči so fascinantne, je to tisto nekaj, kar vleče, recimo, da se človek ukvarja z očmi? Ja, vse skupaj izgleda zelo zanimivo. Od samega poteka izdelave očal te potem potegne tudi same oči in vse ostale stvari zraven. No, zdaj imate že 18 let izkušenj na tem področju. Kako gledate včasih in pa danes? Čas se je verjetno tudi na področju optike zelo spremenil. Sama tehnologija je šla dosti naprej. Sami začetki optike so bili zelo težji kot danes. Sama izdelava očal, same refrakcije in vse ostale stvari so bile dosti drugačne, kot so danes, delajo se dosti hitreje. Je bilo veliko ročnega dela? Vse je bilo ročno delo. Sama izdelava očal je bila vse v bistvu ročnega izvora in je bil tudi poklic kot poklic. Optika dosti bolj cenjen mogoče kot danes, ker je pač tehnologija toliko naprej. Ampak je tehnologija prinesla tudi kaj dobrega, recimo v kvaliteti ali kako? V sami kvaliteti in tudi v sami pridobivanju časa, glede na to, da je danes tempo življenja tak hiter, mora biti vse na hit in tukaj je ta prednost tehnologije in tudi natančnosti. Pravzaprav, kako pa je delo s strankami? Sama delo s stranko je zelo zanimivo, bom rekla, od vsakega posameznega čisto različno. Je pa res, da so stranke vedno bolj zahtevne, vedno bolj, bom rekla, močne okrog tega, ker stranka vseeno kralj še vedno, čeprav se mogoče malo izgublja, ampak moraš stranko pripraviti tako daleč, da je na koncu z samim izdelkom in samo uslugo toliko zadovoljna, da se ti potem čez čas tudi začne vračati. Je tudi pri vas nujno spremljanje novosti? Seveda, vse to je svet mode je vsako leto nove trendi, nove stvari, nove barve in vse. Kaj pa pravzaprav porečete jamračem? Vi ste nekoč delali, bom rekel, v drugih podjetjih, zdaj ste približno 2 leti na svojem. Je bila dobra odločitev? Stojim za svojimi odločitvami in je to bila moja najboljša odločitev do zdaj. S prakso pa pač preneseš, dobiš neko prakso in potem delaš boljše in kvalitetnejše, trudiš se za to. Ja.
Kaj pa porečete tistim jamračem, ko radi porečejo, da je v Sloveniji vse črno, vse sivo? Vi ste pa kljub temu, bom rekel, tako rekoč 2 leti nazaj ste se odpravili na svojo lastno podjetniško pot. Se pravim, to je za tisti cilj, ki si ga zadaneš v neki trenutki, ki te postavi na tista tla, da greš naprej in moraš gledati naprej in delati naprej in živeti naprej in dajati neke svežino, bom rekla. No, zanimivost je pri optikih, da imate pravzaprav tako rekoč ambulanto vsi, ne, preglede. Ne. Je to nujno ali zakaj so pravzaprav ambulante tako rekoč v lokalih optike? Ja, v bistvu to je del poklica, ki ga pač opravljajo, oziroma opravljamo, da v bistvu nudiš v kompletu, v celem segmentu, od pregledov do izdelave in do konca izdelka. Ne. Sam pregledi pa jaz mislim, da morajo biti, da v bistvu tudi nekako preživimo ali pa da dajemo vse tisto od začetka do konca. Imate pa tudi načrte za prihodnost, kaj imate v glavi, kaj načrtujete? Cilji so vedno, zdaj bomo videli, kako se bo speljalo, kako bojo dane možnosti. Cilji so vedno širitev, mogoče optike same kot same, mogoče kakšna poširitev same ambulante in bi rekla, da nekako v tem poti naprej. No. Veliko sreče na vaši podjetniški poti. Ja, hvala lepa. Enako. Družinski podjetji Vobo in Prava aroma delujeta uspešno že od leta 1995 in dajeta kruh 15 zaposlenim. Ukvarjajo se s prodajo in proizvodnjo dodatkov za prehrambeno industrijo, posebej za mesno-predelovalne obrate. Poseben pečat in uspešnost pa sta zaradi družinske povezanosti v podjetju. Ja, na nek način je to stil življenja. Podrediš ga firmi, ko imaš čas, ga imaš za sebe, časa pa bolj malo za sebe, med tednom sploh ne. Znate ločiti doma in v podjetju? Torej, da obstaja privatno življenje in poslovno? To mora biti ločeno, ker celi dan samo o biznisu govoriti, že pride vrh glave. Ko govorimo, imate zelo specifično, bom rekel, podjetje, ukvarjate se, kot smo uvodoma dejali, torej z dodatki za prehrano, ne, predvsem za mesno industrijo. Odkot je sploh ideja prišla? Ja, začetki so, ko rabiš tam in potem nekaj uspe, pa greš potem v tisti smeri in potem se pač razvija. Potem je še nekaj zraven, pa še nekaj zraven. Potem je biznis tu. Je v nenehnem razvijanju? Nenehno spreminjanje, to ni, bi rekel, eno leto enako. Kje so pa vaši trgi? Verjetno ni samo Slovenija. Ja, začeli smo v Sloveniji, začneš sicer pri malih, razvija se, prideš v velike sisteme noter, potem pa greš ven. Moraš, ker Slovenija je omejena. Kje ste danes? Ja, mi probamo prodajati Hrvaška, mi probamo prodajati in že prodajamo, Srbija prodajamo, Makedonija prodajamo, medtem ko pa Avstrija, Italija sploh ne, ker so oni malo bolj nacionalno usmerjeni in bolj domači kupci, njihovi. Zaščita svojih podjetij, ne? Ja. Tega, kar pa nas ni. Pri nas je konkurenca dejansko vse od zunaj, pač vse spuščamo noter. Zanima me, kako pa vodite podjetje, glede na to, bom rekel, da ste bolj ali manj domači, poznani, kakšen stil vodenja imate v podjetju? Strogo hierarhično ali kako to pravzaprav izgleda v takšnem podjetju? Ne, to gre večinoma na bolj prijateljski osnovi. Nisem neki diktator, vsak ve, kaj mora delati, vsak mora svoje naloge izpolniti, tako da drugega ne preostane.
Je jasno, ne? Če se tisto opravi, je potem... Sigurno ve se, da če vsak svoje opravi, delo teče. Da bi pa vsak stal za vsakim in ga kontroliral, je to izguba časa. Ko gledate v prihodnost podjetja, se vam zdi, da bi še kaj počeli zraven, poleg tega, kaj ste, ali kakšna vizija še posebej? Že to področje, kaj ga imamo, je precej široko. Malo je firm, tudi v Evropi, ki imajo takšen asortiman, ki ga imamo mi, pač to je posledica pač slovenskega manjšega trga, ki moraš imeti več stvari, da sploh preživiš, ker dejansko od ene stvari ne moreš živeti. Kljub temu vi pravzaprav vodite 2 podjetji, ne? Torej... Ja, mi smo na začetku bili kot trgovci, ponujali eno, ponujali drugo, v končni fazi pa nas je to pripeljalo do lastne proizvodnje, lastnih mešanic, lastna blagovna znamka, ker mislim, da to je potem tisto lastno znanje, da ne prodajaš samo tujih stvari. Je to dodana vrednost, se je pokazalo kot pozitivno? To je zelo dodana vrednost, ker sam dejansko lahko vplivaš, nisi odvisen od dejansko trgovcev drugih, ki ti ponujejo, samo ustvarjaš svoje. Kaj pa znanje? To je precej specifično področje, torej dodatki k jedem, ne? Je precej to je velika specifika. To znanje mora biti. Mi imamo diplomirane živilske tehnologe zaposlene, ker brez tega ne gre. V komerciali mora biti dejansko in živilski tehnolog in komercialist. Mora biti v proizvodnji, imamo tehnologe, brez tega ni preživetja. Kje se vidite čez 5-10 let? Na enakem delu kot zdaj. S tem, da bo mogoče trg mogoče malo širši, večji. Mogoče še Bosna, mogoče Avstrija, mogoče Italija. Dobro. Torej vso srečo na poslovni poti še naprej. Hvala. Naslednja pozitivna poslovna zgodba je še posebej zanimiva. Anja Logar je iz darilne ideje za svoje domače naredila uspešno poslovno zgodbo. Zdrave muslije pripravlja in prodaja pod blagovno znamko Fruštek. Izdelke prodaja na spletu v več kot 30 trgovinah po Sloveniji in ob tem je dodala še posebno skodelico in posodo za hrambo muslijev. Ideja se je porodila enkrat v času praznikov, ko nisem vedela, kaj podariti svojim domačim. In sem se odločila, zakaj pa ne bi dala nekaj, kar naredim sama, kar je zdravo in česar mogoče ni dobiti na vsakem prodajnem mestu. In potem se je rodil Fruštek. Sem naredila celotno grafično podobo sama, vse okuse, različne okuse hrustljavih muslijev. In potem sem rekla, bom poskusila najprej pri svojih domačih, potem pri prijateljih, znancih. Odziv je bil zelo dober, pa smo rekli, ja nič, bomo pa naredili iz tega posel. Je pa posebnost tega, da ni sladkorjev, ne? To, kar pravzaprav ljudje, bom rekel strokovnjaki, zelo radi opozarjajo, da je preveč sladkorja v teh tovrstnih izdelkih. Tako, večina teh hrustljavih muslijev, ki jih najdemo v trgovinah, imajo res zelo veliko sladkorja. V mojem primeru uporabljam samo med in agavin sirup, pa še tega precej manj, tako da niso zelo sladki in pa suho sadje. Tako da je v bistvu ena taka uravnotežena kombinacija vseh sestavin. Naredili ste spletno trgovino, prodajate tudi po Sloveniji. Kako je prišlo do tega? Ja, spletna trgovina je, jaz mislim, da nujen korak danes pri vsakem podjetju, ker brez spletne trgovine te ni oziroma brez neke spletne strani. Drugače pa je bilo tudi nujno razširiti Fruštek na fizična prodajna mesta, zato ker večina strank je takih, da radi primejo, ne vem, izdelek v roko, si ga ogledajo, ga dajo v košarico in ga kupijo, raje kot preko spleta. Ali je slovensko tržišče dovolj veliko, da se človek ukvarja, bom rekel, s tako specializiranim področjem? Ja, moram reči, da do neke mere je.
ampak se zdaj po tem določenem obdobju se že pozna, da smo mogoče malo prerasli ta slovenski okvir. Kljub temu pa so slovenski kupci zelo, zelo hvaležna publika. Zanimivo je to pot, ne, da iz darila praktično ste prišli do poslovne priložnosti. Zdaj po 3 letih ste podjetnica, ne? Kako gledate zdaj na vse nazaj? Ste si kdaj mislili, da se boste pravzaprav začeli ukvarjati s podjetništvom na osnovi darila? Ne, čisto iskreno ne. Tudi zaradi tega, ker izviram iz nekega čisto drugega poklica. Ampak bom rekla, da je zanimivo, kako potem vidiš, kaj te življenje pripelje, da dobiš neko tako idejo, zbereš dovolj poguma, da jo potem uspeš tudi uresničiti, ne. In zdaj, ko gledam tako nazaj, se mi zdi super, kako pot smo zdaj prehodili v teh zadnjih 3 letih. Moram reči, da sem zelo zadovoljna. Zanimivo je to, da večino stvari počnete sami, o pomoči družinskih članov še eventualno? Večino stvari počnem sama. Tudi začela sem tako, da sem v bistvu sama naredila kompletno celotno znamko, sem sama gor postavila, če lahko tako rečem. Do zdaj je še zaenkrat nekako zneslo, da vse počnem sama, vidim pa, da več dolgo ne bo šlo tako naprej, da bomo morali malo dodatne okrepitve. Počenjate praktično, kje pravzaprav sploh dobavljate stvari, pakirate vse te stvari, mogoče glede na to, da so 3, 4, 5, 6 izdelkov oziroma koliko jih je, ne, je kar precej dela, ne da? Je precej dela. Precej dela je predvsem zaradi tega, ker zahteva svoj čas samo to, da ti narediš vsebino, se pravi, da ti stvari zmešaš, spečeš, ohladiš, spakiraš v vrečke, potem prideš še tudi celo opremljene z etiketami, opremljene z datumi, poleg tega še ves marketing, oblikovanje, ja, je precej dela. Ja. Pa tudi sama spletna trgovina? Tudi terja svoj čas, predvsem to, ko si moraš zamisliti razne prodajne kampanje, kako se jih boš lotil, kako boš približal strankam svoj produkt, kako jih boš prepričal, da bojo nekaj kupile. Ja. Razmišljate že kaj naprej, razširiti ponudbo, glede na to, da ste v tem trenutku samo pri mislih in pa seveda posebej izoblikovana skodelica? Ja, te skodelice so bile narejene posebej za fruštek, zato da si lahko v bistvu svoj zajtrk pripraviš tudi v skodelici, ki je del te znamke. Ja, imamo namen vedno neke nove produkte dodati, malo vedno vsako sezono, vsako, ne vem, poletje damo vedno okus, ki je omejena serija. Za v času praznikov bomo imeli več darilnega programa. V bistvu vedno malo kolobarimo, če se lahko tako izrazim, vedno dajemo nekaj novega, vedno kaj pripravimo, česar še prej nismo imeli. Veliko uspešne poti še naprej. Hvala lepa. Toliko za danes iz poslovnega sveta v Mariboru. Veliko pozitivnih zgodb vam želimo do naslednjič. Se vidimo spet prihodnji četrtek. Nasvidenje.